Pa sem še eno politično bistvo omenil, ker sem vam nekako občutek, da se neka politična skupina v tem prostoru dela, kao nismo mi odavde, kao nismo mi pred let pa pol poskušali liberalizirati tega trga, ne. Kukor to so bili neki drugi, mi pa s tem nimamo nič, mi pa nismo lihkar za 180 obrnili svoje politične plošče, ne. To zdajle tle gledamo, ne. Ta argument edini, ki ga v resnici od lastnikov loterij vzamem, ja, lejte, nad nami visi ta Damoklejev meč potencialne liberalizacije tega trga, kjer se jaz intimno na prvo žogo zelo strinjam s tem, kar je kolegica Monika povedala, zakaj pa ne bi čakali na spremembe trenda globalizacijskega na eni in zakaj ne bi mogli v nečem biti unikom v drugi strani, ne. Ja, to vam dam prav, ne. Tle vam ne moram reči, da nimate prav, da je skozi, v vsakmu mandatu se to enkrat, ali pa v vsakmu mandatu približno pride neka ta pobuda, ne. Ampak ja, nazadnje je bila od SDS-a, ne. Pa ne vem, kako ste glasovali na prvi obravnavi predlagatelj. Ja, smo si. Potem je pa, mislim, zakon v resnici na koncu ni bil zavrnen ali pa sprejet, ampak je pač nov mandat se začel, ne. Tako da predlagatelj je bil pa minister Šircelj. In zjutraj sem bral zapisnik seje, mislim, da je bila 30. redna seja odbora za finance, 40. pardon, redna seja odbora za finance 1. decembra 2021, ne toliko dolgo nazaj, drži, ne, let pa 7 mesecev nazaj, ko je kolega z prejšnjega sklica Pogačnik zelo jasno podprl zakon in zelo jasno tudi povedal, zakaj tem stoji.